en zelo, zelo sladek jagodni čajček za mojega sladkega miška Erika Viteza. A si lačen? A bi eno jabolko? Ne. No, popij malo čaja. 2 žlički medu sem dala noter, zelo je sladek in ti bo takoj narisal nasmeh na usta. Dejno. Ok. No, poskusiva. No, vidiš, da ni pomagal. Že vem. Mogoče pa bi pomagalo, če bi ti meni povedal, kaj se je recimo zgodilo danes v vrtcu. Za kosilo je bil piščanec z oranžno omako pa cmok. Aha, cmok. Ja, A je bil dober? ja, če kar. A se ti je mogoče zataknil v grlu? Kaj? Kje? Ne, mižek moj, no. Tako se reče. A veš, če je kdo žalosten ali pa morda ima tremo in ne more povedati, kaj ga v resnici tišči, potem rečemo, da se mu je cmok zataknil v grlu. Ja. Samo tako se reče. No, in potem, kdaj si se začel počutiti tako žalostno, slabo? A mi boš zaupal? Prosim. Točno vem, kdaj. No, povej. Saj bedno. No, dej povej mi, zaupaj svoji babici, pa bova skupaj presodila, ali je bedno ali ni bedno. Si za? Danes, ko smo bili v zunji, pa ko smo nazaj prišli, smo se usedli v krog in pogovarjali. In o čem ste se pogovarjali? Ja, kam hodijo v službe naši oči pa mamice. Aha. In vsi so ful dolgo govorili in jaz nisem točno vedel, kaj oči počne in vem, da ima sestanke, pa da je veliko na telefonu in pogrešam mami. Mišek moj. Se vem. Tudi jaz jo pogrešam, a veš. Zelo jo pogrešam, Mišek. Ampak nekaj ne smeš pozabiti. Kaj? Tvoja mami je zmeraj z nami, a veš, med zvezdicami. Vsak večer me jo gleda, še posebej tebe. Včasih pa tudi čez dan. Ja, se pojavi na nebu kot mavrica in naj jo pozdravi. A prav? Ja. No prav, bom jaz šla po robčke. A prav, ti pa ta čas popiši malo čajčka. Bom, mami. Prav. Halo, Olivija tukaj. Ja, lepo. Ja, tudi jaz tebe. Ja, poslušaj, eno zelo, zelo veliko prošnjo imam. Mi rastemo. Erik? Ja, babi? Katera je tvoja najljubša pesem? Ja. Ta. Ta? Ja. Ja, a misliš tale pika, poka, pika, polonica? Ne, babi. Ta mi je tudi všeč, ampak taka imam jaz v mislih, je samo naslov pika,
poka. Pika poka. Ja. Kdo jo pa poje? Ja, poskočni Dejan. A res? Ja. A je to slučajno fant, ki ima tako pšeničko na glavi? Ja, A? on. Tok mi všeč ta pesem. A ti jo dam na YouTube? Ja, prosim. Ja. Igremo zdaj v Disno, igremo na okrog. Naj se vrti, 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 v ritmu se je. Pa gremo zdaj v levo, pa gremo še en krog, naokrog. Naj ne, ustavi se, ker zdaj nam lušno je. Radi imamo dobro muziko. Radi na poskok zaplišemo. Pika, pika, bok, roko svojo mi podaj. In pika, bok, z nami plesu se predaj. In gremo zdaj v desno, in gremo na okrog. Naj se vrti, v ritmu se je. Pa gremo zdaj v levo, pa gremo še en krog, naokrog. Naj ne, ustavi se, ker zdaj nam lušno je. Jo, hej, Jurej! Poskočni Dejan. Ampak kako? Kako? A veš kaj, Erik? Jaz sem slišal, da je bil nekdo danes res slabe volje. In jaz to nimam najbolj rad, zato sem prišel kar k tebi domov, da te mečke nasmejim. Dej, kodički gor. Ampak kako si vedel, kje sem jaz doma? To je pa po moji krivdi. Ja, tovarišica Olivija. A veš, poskočni Dejan je bil nekoč moj majhen Dejan. Dejko. Ja, Dejko. Ja, jaz sem bila njegova učiteljica. No, V vrtcu? ja, tako je, vzgojiteljica. Dolgo nazaj. Ja, zdaj Dolgo, si pa res rasel. Mečke pa. A boš vseeno en domač sok? Super, to imam rad. Pa piškotke? 3. 3? Ja. A lahko tudi 4. No, hvala. No, vidva se lepo spoznajta. Bova. Takoj pridem. Erik, ko sem bil jaz približno toliko star pa toliko mehen kot ti, je tvoja babi bila moja tovarišica. Oziroma, kako zdaj pravite, vzgojiteljica. A res? Ja, čisto zares. In veš, kaj sem še slišal? Da je moja pesmica Pika, pok, ki smo jo prej zapela, tvoja najljubša pesem. Ja, če pa tako dobra, Wow. skozi mi gre po glavi. Povej mi, zakaj ti je toliko dobra, zakaj ti je toliko všeč? Ja, zato, ker je tako vesela, pa ka lahko, pa dobra, pa vesela, pa mene, ki za noge začnejo migati, ker jo slišim. Hvala, Erika. Veš, da ravno iz tega razloga je tudi meni všeč. Ja, pa ajš, Dejan, mene je tudi krokodil tvoj všeč. A misliš tisto? Lačni smo, kakor krokodili. Žejni smo, luno bomo spili. Erik, daj mi nekaj povej. Kakšna glasba je tebi tako nasploh všeč? Ja, ne vem, taka vesela. Vesela, tako kot si ti, ne? Kaj pa, na primer, kakšna bolj mirna, mogoče kdaj tudi kakšno žalostna? Mirna? Ja, na primer tole, le. Wow, Ti všeč? tam je ful všeč. No, Kdo jo pa poje? nihče jo ne poje. Ne, to je klasična glasba, stara klasična glasba. In to pesem je pred mnogo leti napisal gospod Štravs. Strauss. Čakaj, imam še eno. Ta je pa tale, ta je pa bolj vesela. To poznam. A ja, poznaš?
poznaš? Poznam, sam ne vem, kje je to. To je tudi klasična glasba. Ja. To je pa napisal gospod Mozart. A veš, da pravijo, da če veliko poslušaš Mozarta, postaneš kar bolj brihten, bolj pameten. Kulsko! Dejan, koliko časa pa že igraš tale inštrument? Odkar pomnim, temu se reče klarinet. Povej. Klarinet. Ja, in ta klarinet sem se jaz začel učiti v nižji glasbeni šoli, no danes sem pa že skoraj profesor. Wow! Pa igraš še kakšen inštrument? Veš tako, malo kitaro, pa malo klavir, pa malo bobne, ampak samo tako, za prijatelje, ob kakšnem tabornem ognju, ko prepevamo. Kako pa to, da si se učil vse to? No, ravno zaradi njih, zaradi prijateljev. Vedno, ko sem jih poslušal, ja, sem dobil kar kurjo pot. No, in glasba me odvedno usrečuje. Glasba je neko zdravilo, pa ne samo zame. Lahko je prav za vsakega. Glasba sproža neka čustva. Hkrati nas sprošča, no, lahko pa nas tudi navdihuje. Pa veš kaj, glasba je govorica naše duše. Po drugi strani je pa univerzalni jezik, ki ga govori čist cel svet. Cel svet. Čist hudo. Kaj se pa učiš v glasbeni šoli? Ja, v bistvu, če to primerjamo z osnovno šolo, tam besede zapisuješ v stavke. No, v glasbeni šoli pa glasbo zapisuje z notami. A si že kdaj videl take male črne pike, ki imajo takšno palčko in zgoraj zastavico in to vse skupaj zapisujemo v takšne črte, ki se jim reče notno črtovje. To ima babi tam pri klavirju. Ja, tam si najbrž videl. Ja. Pa veš, kaj se najprej naučimo v glasbeni šoli? Tempo. Ja, tempo. Kaj je tempo? Narediva takšen hiter preizkus. Daj svojo desno roko na srček. Levo. Pa daj levo. In kaj slišiš? Pum. Bije mi. Ja, no in to je neke vrste tempo. Tempo. A narediva hiter preizkus. Dajva. Tempo ali pa ritem, poskusiva. Tak. Pa. Ta. Ja, super ti gre, bravo, Erik. Fanta, zdaj pa je res čas, da gremo počasi spat. Kaj praviš, Mišek? Počas bo treba. Uživim. Povej. Te bo Dejan tudi pospremil? No, pojdimo. Dejan, Povej, Erik. zakaj si ti sploh pevec? Zelo enostavno. Glasbo enostavno obožujem. In obožujem jo do te mere, da je postala moja služba. In če nekaj res rad počneš v službi, potem to ni težko. Kaj je težko? Čudovito je. A zato si ti vedno tako nasmejan? Ja! No, povej ti, kaj bi rad postal, ko boš velik, Glasbenik? No, čeprav imam tudi jaz zelo rad glasbo, bi rad bil vitez. Ne, astronaut. Ja, astronaut. Astronaut. Kujsko. A veš, Dejan, mi dva z Erikom vedno pred spanjem ponoviva, kaj sva se ta dan naučila. Ja, super. No, Erik, no, da slišimo, kaj si se naučil? Da je veliko različne glasbe, pa da ustvarjajo čustva, Ja. pa da če bom veliko poslušal, se bom bolje počutil. Pa boš pametnejši. Tudi, pa če bom poslušal tega klasičnega mozzarello. Ne mozzarello, to jemo. Mozart. Ja, Mozarta. Mozart. Njega sem mislil, ja. super. A ja, še to, da je glasba zdravilo. Res je, in to za vse ljudi na tem svetu. Se strinjam, to se pa zelo strinjam. Mišek, Kaj? zdaj pa res lahko noč. No, poslovi se od Dejana in gremo. Dejan, hvala, ker si prišel poskočni, Dejan. To je bil najboljši dan na svetu. Erik, hvala tebi. Zdaj pa hitro eno
piko poko za pomoč in pa adijo, madam, lahko noč. Mua. Lahko noč, mišek moj, ajo, ajo. Rad te imam, pa rad imam Dena, pa glasbo, pa vse. Ej, mojster, nekaj imam zate. Erik, ena pika poka za srečo, ampak zdaj pa res hitro span, v redu? Hvala, Dejan. Prosim. Ej, Dejan, Ja, povej, ampak zdaj pa res hitro. a bi mi še eno zapel? Prosim. Potem pa gre spat? Ja. Ok, v redu. Pš. Luna kuka, gledam dol, smo zaspani bolj in bolj. Male učke, trudne so, pod odejo je toplo, mehko.